Zoran, razumem, da si glede na zeitgeist umetnik puli lase, vsaj metaforično, ampak zakaj si puli dlake 24 dni zaporedoma pa 1 uro na dan? Osnovna misel moje umetnosti je razlika oziroma razmerje med vrednostjo pa vrednoto. Tako da v okviru tega bi lahko govorili tudi o tem projektu. Se pravi, kaj je dlaka, kaj je ta nek vrste estetika telesa in recimo kaj zahteva od same osebe. Ampak zanimivo mi je, da se tega loti moški. V družbi smo normi gladkosti podvržene ženske in tudi v umetnosti skozi zgodovino je bila podvržena cenzuri v bistvu poraščenost žensk, še posebej genitalnih predelov. Kaj je bilo tisto, kar je v vas zbudilo zanimanje za dlake? Ja, jaz mislim, da načeloma lahko dostikrat govorimo pri umetnicah, ki se tudi ukvarjajo mogoče s tematiko dlak, da jo uporablja kot kritiko družbe oziroma kaj v bistvu družba zahteva oziroma kako ona regulira ljudi. In v tem konceptu lahko sem se tudi jaz približal mogoče, ne vem, z mojega zornega kota. In kaj se je potem zgodilo s temi dlakami? Te dlake so bile potem ufilcane v take srajčke, ki sem jo potem nosil na otvoritvi razstave in po koncu otvoritve je bila ta srajčka dana v tako vitrinco in gor na vrhu srajčke je bil tak LCD zaslon, na katerem se je pač teh 24 ur puljenja tudi predvajal. Ampak to ni bil prvi vaš projekt z dlakami, začelo se je s projektom Lost and Found, ker ste dejansko zbirali dlake. Kako ste se lotili tega? Tematika dlak me je mogoče že malo dalj časa takrat zanimala, tako kaj se je dogajalo v umetnosti ali pa skozi zgodovino umetnosti, kje so se recimo one pojavile. In recimo to v kontekstu, v katerem sem pač svoje delo takrat razmišljal o njemu, je bil recimo en izmed referenčnih umetnikov tudi Marcel Duchamp in iz tega pač on, ki je razstavil pisoar, jaz sem pa pač pobiral dlake, ki so bile na pisoarjih. S fontane? S fontane. In kaj se je potem zgodilo s temi dlakami? Razstavili ste jih v bistvu na pozlačenih kovancih kot neko relikvijo. Zakaj? Lost and Found je bil narejen pač v 2 delih. Najprej so bile dlake razstavljene v Petrijevkah, ki so bile na samih fotografijah teh pisoarjev. Ta drugi del je pa v bistvu v kovancu, čez je pleksi pokrit, pa tudi fotografija tega pisoarja, z katerega je pobrano. Kar je pa recimo zanimivo, vsaj pri tej razstavi je bilo to, da je dlaka, katero recimo najdemo, jo lahko različno vrednotimo. Seveda, vedno je pač, kaj je kontekst ali pa pač v katerem je ta dlaka najdena. Zdaj, če bi bila to dlaka recimo od Elvisa Presleyja ali pa ne vem, od Boruta Pahorja, bi pač verjetno imela veliko vrednost. Te so bile pa najdene in v bistvu na en način, pač, kar je bilo meni zanimivo, je to, da dlako, katero pač recimo najdeš na nekem javnem stranišču, je že od začetka nekaj grozljivega, medtem ko recimo, če jo imamo nekje kot neko relikvijo, tako kot sem pač v nekem muzeju videl mali kipec, ki je držal neko dlako nekega svetnika, je v bistvu dlaka na ta način vrednotena v 2 različnih kontekstih. Se pravi, lahko je nekaj več vrednega ali pa grozljiva. Pa tudi takrat, ko se dlake ali pa lasje držijo telesa, so nekako nekaj, kar nam je še kolikor toliko ljubo, če govoriva o laseh recimo. Takrat, ko so pa odmaknjene od telesa, pa naenkrat postanejo nekaj grozljivega ali pa nagnusnega. Ja, verjetno zaradi tega, ker načeloma, če jo najdemo, je to nekaj v tem kontekstu mišljeno, da je pač prostor mogoče ni počiščen ali pa da je v tem prostoru bilo veliko recimo oseb in
nas že zaradi tega bolj spominja na to, ne toliko prisotnost druge osebe, kot to, da je recimo prostor nepočiščen. Vsekakor pa ja, vedno je pač, kje je ta dlaka, od koga je ta dlaka. Recimo načeloma, če je čistko nekje najdena, je seveda grozljiva, ampak recimo včasih so si recimo rezali premene in so jih pač dali svojim dragim. Tako da na ta način je vedno, kako je ta dlaka najdena ali pa dana je. Zdaj je to vaše sporočilo, recimo umetniško sporočilo, ki daje nekaj v premišljevanje. Kaj pa potem vaš osebni odnos do takrat, ko ste se lotili tega raziskovanja in zbiranja dlak, ste mogli kaj premagati? Ja, ni bilo lih tako najlažje pobirati s pinceto te dlake. Treba je vedno, kadar se lotem, ali pa kadar se verjetno vsak lot nekega umetniškega projekta ali pa kakšnega koli dela, se mora predpripraviti oziroma skozi, ne vem, sam proces dela videti, da mora neke stvari nekako drugače se jih lotiti, ne. Se pravi, na začetku, ko sem šel pa s prijateljem, ki je bil fotograf, in ko sem to recimo pobiral s pinceto, sem pač to recimo par jih zalepil v tak zveščič in potem sem rekel, da drugič bom raje to dajal v Petrijevko, tako da ja, začetek ni bil jih najbolj obetaven. Kakšen je bil pa odziv obiskovalcev razstav, tisti, ki so si ogledali? Najbolj zanimiv odziv sem imel to, da ko je bilo to v galeriji v Kranju, ki je bila na ulici, da mi je nekdo dal svoje gole fotografije zraven. Z dlakami ali brez? Brez. To je zanimiv odziv. Najlepša hvala. Hvala. Pri dlakocepili smo do konca, zdaj pa nam ostane samo še dlaka v jajcu. Uživajte in se vidimo naslednji ponedeljek.